Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Gost v današnji predvolilni oddaji je nosilec liste Slovenske demokratske stranke za svetnika v občini Idrija, Andrej Poglajen, ki ga prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav v mojem imenu in v imenu odbora Slovenske demokratske stranke v Idriji. Funkcijo občinskega svetnika ste opravljali še vedno pravzaprav zadnja 4 leta. Kakšna izkušnja je to? Jaz vam rekel, da je to ena velika, taka pozitivna izkušnja. Mislim, da v teh 4 letih sem ogromno odnesel. Dejstvo je, da sem bil na to pozicijo nekako leta 2018 izvoljen kot najmlajši v zgodovini Republike Slovenije. To je nekako bila izredna čast, ob tem pa tudi nekakšna naloga oziroma delno tudi breme, da se kot mlad posameznik izkažem. Mislim, da sem v 4 letih pokazal, kakšen doprinos imamo lahko mladi v sami občini oziroma občinskem svetu. Tako da v slovenskem odboru oziroma v odboru Slovenske demokratske stranke v Idriji smo tudi v to smer nekako namenili letošnjo listo. Če pogledamo samo volilno enoto 1, imamo na prvih 5 mestih poprečno starost približno 24 let, kar mislim, da nobena izmed ostalih list nima. Katere teme ste v minulih 4 letih posebej izpostavljali? Sam kot posameznik sem že takrat v leta 2018 v času predvolilne kampanje zelo v bistvu izpostavljal perečo tematiko Kaiser Parka. Mislim, da v teh v zadnjih 4 letih se je na tem področju kar nekaj naredilo. Prvič v bistvu odstranile so se tako imenovane soline oziroma skladišče soli od tam. Drugo pa v bistvu občina oziroma občinski aparat je pripravil nekako idejni projekt. Kandidiralo se tudi na enem izmed razpisov na Ministrstvu za kulturo. Škoda takrat, da je bil nekako ta razpis malo bolj prijazen oziroma prijazen projektom v recimo nacionalnih parkih in tako dalje. Tako da sam projekt ni bil izbran na razpisu, ampak se nadajam, da v prihodnje bo projekt videl luč realizacije. Po drugi strani je pa tudi v bistvu naša poslanska skupina v Državnem zboru postavila poslansko vprašanje glede v bistvu samega Kaiser Parka. Izpostavil ga je v bistvu poslanec Hojvik, tako da se vidi, da v bistvu sem bil na tem področju dosti aktiven. Seveda pa so tukaj tudi druge tematike, nekako ko Idrijo malo bolj prijazno narediti mladim, pa tudi v bistvu vsaka pobuda strani občanov, ki je prišla do mene, je bila izpostavljena oziroma prenešena na sam občinski svet. To lahko pogledate tudi iz vseh zapisnikov. Ob stranki SD je bila vaša stranka tudi članica koalicije. Kaj vam to pomeni? Jaz sem rekel, da je bila tukaj neka koalicija. Imeli ste podžupana? To je dejstvo, ampak to ne pomeni, da smo bili del nekakšne koalicije. To ni častna funkcija, to je konkretna. To je vse res, ampak to ne spremeni dejstva, da je Slovenska demokratska stranka v občini Idrija na občinskem svetu ni glasovala po neki dikciji sedaj tipa koalicija, ampak smo dobre projekte podpirali, slabe zavračali. To se lahko preveri z vseh glasovanj oziroma se je videlo strani vseh, ki so bili prisotni na sejah. Druga stvar pa je tudi to, Tomaž Vencel, trenutni župan, je že odvedno izpostavljal nekako nestrankarskost in mislim, da s tem, ko je namenil podžupansko mesto tako nekako najmočnejši stranki levega pola v občinskem svetu kot najmočnejši stranki desnega pola v občinskem svetu, je to nekako nestrankarskost samo potrdil. Tukaj ni šlo, ponavljam, tukaj ni šlo za nobeno koalicijo. Kot sem rekel, mislim, da je na lokalnem nivoju dejstvo, da moramo nekako pozabiti te parlamentarne oznake oziroma nekako državno delitev strank in delati za dobro naših koncev. To ne pomeni, da v državnem parlamentu ne delajo za dobro vseh ljudi? Ne, seveda, ampak to je nekako drugačen nivo politike. Tam govorimo o bolj kompleksnih stvareh, tam ima tudi vsaka stranka določen pogled na razvoj države, v kateri smeri bi mogla iti. Tudi sedaj imate občinski svetniki, vsak ima svoj pogled na prihodnost. Tudi vaša skupina ima drugačen pogled, kot imajo druge skupine, zato kandidirate kot določena skupina. Seveda, in kadar pride do teh nestrinjanj glede odločitev, je Slovenska demokratska stranka zmeraj ostala zvesta svojim vrednotam in odločitvam, ki jih zagovarja. Zato sem tudi rekel na začetku, stvari, ki so bile skladne z našim programom, z našim ciljem, smo vedno podprli na občinskem svetu. Stvari, s katerimi se ne strinjamo, so bili zavrnjeni oziroma smo glasovali proti. Zelo malo, kar ste glasovali proti. Popustiva to, kandidirali ste za poslanca Državnega zbora na zadnjih volitvah. Koliko glasov vam je zmanjkalo?
Zdaj neke zelo podrobne analize sam nisem delal, približno okoli 100 glasov je falilo, da bi prišlo nekako do te zamenjave znotraj same liste znotraj volilne enote, se pravi, bi prehitel enega izmed obstoječih poslancev. Jaz sem tako rekel, to je bila ena zelo pozitivna izkušnja. Vedno rečem v življenju, da se stvari zgodijo z nekakšnim namenom, tako da mislim, da tudi v prihodnje, da če se prihodnje odločim za kandidaturo, mislim, da mi ta funkcija ne bo šla oziroma bo moja kandidatura uspešna. Bi pa poudaril to, da sem bil oziroma mislim, da sem bil predstavnik oziroma kandidat Slovenske demokratske stranke v naših krajih, ki je dobil največje število glasov. Če primerjamo recimo, koliko je dobila predsednica socialdemokratov v kraju Ljubljana Šiška oziroma trenutna aktualna zunanja ministrica, lahko ugotovimo, da sem jaz v našem kraju dobil 2-krat več glasov kot pa ona v dosti večjem okraju v Ljubljani. Pa vendar ste ostali brez sedeža, sedaj se potegujete za sedež v državnem svetu, kako se bo šlo? Jaz upam, da pozitivno, odločitev bo pa padlo 23. oziroma 24. novembra, do takrat pa počakajmo in se pustimo presenetiti. Vse kaže, da boste postali poklicni politik. Državni svetnik je neprofesionalna funkcija. Zdaj, v nekem poklicnem politiku jaz tukaj še ne bi oziroma ne bi točno govoril. Jaz dojemam poklicno politiko kot v bistvu predstavljanje države na najvišjem nivoju oziroma govorimo kot znotraj neke vladne ekipe oziroma znotraj državnega zbora. Moramo se vsi zavedati, da vso to kolesje ima še nekakšno ozadje zraven, ker so strokovni sodelavci in podobno. Tam pa pridemo tudi mi, ker nekako pomagamo s svojimi idejami, pobudami, tako tudi kakšno stvar lažje prenesemo do ljudi, ki imajo dejansko moč odločanja. S čim se sedaj ukvarjate? V bistvu pomagam znotraj, zunanje malo svetujem strani oziroma naši poslanski ekipi, tako da znotraj tega sem se našel. Poglejmo še vaše programske poudarke. Na področju stanovanjske politike zanimivo predlagate gradnjo 50 stanovanjskih hiš. Občina naj bi iz EU sredstev plačala komunalno infrastrukturo, družina pa bi plačala 50.000 evrov za hišo. To je mamljiva ponudba. Zdaj mogoče, da malo predstavim celoten projekt. Gre za tako imenovani projekt enega izmed evropskih inštitutov BTTV, Back to the Village. V bistvu sama idejna zasnova tega projekta je zasnovana na tem, da občina omenjenemu inštitutu nekako odstopi zazidljivo zemljišče. Na tem zemljišču se pač določeno število hiš postavi, zdaj omenili ste 50, to je pač znotraj idejnega projekta. To bi moralo tudi v bistvu nekako biti enakomerno razporejeno znotraj občine. V našem odboru nekako predlagamo, da se ta stvar prenese na podeželje, glede na to, da na podeželju vidimo največji odliv mlajših oziroma pač mladih družin. Potem, ko je to zemljišče nekako odstopljeno omenjenemu inštitutu, se strani donacij evropskih sredstev in tudi državnega proračuna zagotovi komunalno oskrbo na samem zemljišču in potem gre v realizacijo projekta. Cena stanovanja oziroma nepremičnine oziroma hiše v tem primeru ne sme presegati 50.000 evrov. Ta znesek pa odlično sovpada z zakonom o stanovanjski jamstveni shemi, ki ga je sprejela pretekla vlada, ki mladim omogoča dvig kredita v višini 200.000 evrov po zelo, zelo majhni obrestni meri. Poroštvo pa tukaj v bistvu prevzame država Republika Slovenija. Tako da je tudi nekako mladim, ki drugače ne bi bili kreditno sposobni, omogočeno to, da v bistvu pridobijo sredstva za nakup prve nepremičnine. Že vidite, kje je na območju občine Idrija primerno parcelo? V bistvu nekako je bil predlog z naše strani za Vratec, glede na to, da tam vidimo nekako dosti osipa mladih, pa tudi druge v bistvu vasi oziroma pač zaselki bi prišli tukaj v poštev. V programu pišete tudi zamisel, da bi prostore za mlade uredili tudi na podeželju. Tako, nekako smo vzeli ta idejni koncept, ki ga lahko vidimo v mestu Idrija, recimo mladinski center. Vidimo, da v bistvu znotraj mladinskega centra oziroma v sklopu mladinskega centra delujejo številne nekako nevladne organizacije. Zavedamo se, da v bistvu to nekakšna gonilna sila za ustvarjanje mladih oziroma udejstvovanje na lokalnem nivoju.
In to idejo smo hoteli prenesti tudi na podeželje. Dejstvo je, da ima občina po podeželju kar nekaj številnih nepremičnin, ki so v bistvu neuporabljene. Mislim, da bi lahko to namenili mladim, ki bi znotraj tega širili nekako spekter svojih ustvarjanj oziroma oblikovali še naprej, oziroma odlično oblikovali naprej razne nevladne organizacije in znotraj tega prispevali dobro za svoj kraj. Zanimivo je vaš predlog, naj se v Idriji ustanovi srednja zdravstvena šola. Tako, to je bil tudi v bistvu to je bila tudi ena izmed mojih tez znotraj predvolilne kampanje aprila. To v bistvu poudarjamo ponovno. Zdaj, tukaj rešujemo kar zajeten kup problematik, ki jih ima tako država kot naša občina. Dejstvo je, da v bistvu poklic srednjega in višjega medicinskega tehnika je deficitarni poklic, se pravi, teh poklicov primanjkuje. Nenazadnje to lahko vidimo na primer v sosednji občini v Žireh, kjer imajo v bistvu zgrajen nov dom starejših, pa v bistvu ta ne more normalno funkcionirati zaradi pomanjkanja sile dela oziroma sile dela. Po drugi strani nekako rešimo tudi problematiko, ko je mlada oseba po osnovni šoli postavljena na točko odločanja, kam bo šel naprej, pa v bistvu pogleda smeri, ki jih idrijska občina ponuja, pa ugotovi, da so te poleg gimnazije nekako zelo tehnično naravnane. Mislim, da bi tukaj lahko ponudili mladim neko novo svežino. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da v Idriji imamo v bistvu številne zdravstvene ustanove, ki bi mladim omogočile odlično v bistvu praktično delo oziroma praktično pridobivanje znanja. Nenazadnje tudi, kot sem že omenil, govorimo o deficitarnem poklicu, ki se ga ne rešuje tako, da v bistvu nekako delovno silo pridobivamo drugje, ampak se ga rešuje z dolgoročnim planom, govorimo 10-letno, 15-letno obdobje, znotraj katerega oblikujemo delovno silo za trg dela. Kdo o tem odloča? Katere korake mora narediti občina? Občina v bistvu mora oblikovati nekakšno pobudo in je prenesti potem naprej na Ministrstvo za šolstvo. Tukaj bi moral v bistvu celotni občinski svet stopiti skupaj in jasno dati vedeti, da pač Idrija to potrebuje. Mislim, da, kot sem že omenil, govorimo o deficitarnem poklicu, da bi moralo Ministrstvo za šolstvo tukaj imeti veliko posluha. Nenazadnje se moramo zavedati, da v Idriji v bistvu imamo že vse potrebne kapacitete za vsaj en oddelek srednje medicinske šole. Občina za občane in ne obratno. Kaj ste mislili s to parolo? V bistvu to je nekakšna teza, ki smo se jo postavili, da bi občina oziroma celotna struktura občine morala imeti vsaj enkrat oziroma še bolj dobrodošlo dvakrat na leto kakšno javno tribuno. Na njo bi bili povabljeni vsi občani in bi v bistvu lahko župan direktno prejemal pobude z strani občanov. Dejstvo je, da v nekaterih stvareh občina Idrija oziroma občinska uprava še vedno ne funkcionira tako, kot bi si občani želeli, tako da s tem naslavljamo to problematiko. Evropski denar, Idrija sodi v zahodno kohezijsko regijo in zato ni upravičena do nekaterih sredstev. Kaj lahko storite? To je še ena izmed problematik, ki ima svojo težavo nekako v Ljubljani, če tako rečem. Dejstvo je, da če primerjamo Idrijo po številu črpanja občinskih sredstev, pa na primer eno izmed vzhodnih občin, bom rekel recimo Radlje ob Dravi, na primer, ugotovimo, da te občine na manjšo število prebivalstva nekako počrpajo tudi do dvakrat več evropskih sredstev. To je samo zaradi omenjene delitve, da je zahodni del države bolj razvit kot vzhodni. Mislim, da če bi se te odličevalci vsaj zapeljali v naše konce, pogledali infrastrukturo, bi malo ugotovili, da temu pač ni več tako. Republika Slovenija potrebuje novo delitev glede kohezijskih sredstev in to bomo mi jasno zagovarjali tako na državni, kot predvsem na občinski ravni. Tukaj pa ponovno mora občinska uprava iti v akcijo ter z neko skupno iniciativo večjih občin pritisniti znotraj službe vlade Republike Slovenije za evropsko politiko in kohezijska sredstva. Optiko vsako stanovanje, tudi na podeželje, optično omrežje ni luksus, to je nekaj potrebnega, nujnega. Kaj boste storili konkretnega? Govorimo tukaj o zelo pomembni stvari. Svet v bistvu, oziroma sploh Slovenija celotna gre v smer digitalizacije. To pomeni, da znotraj tega mora tudi optično omrežje biti dostopno vsem oziroma hitra internetna povezava.
Potrebno se je v bistvu z vsemi ponudniki ponovno sesti za mizo ter oblikovati nek skupen načrt. Dejstvo je, da recimo, če pogledamo sosednjo občino Cerkno, bo imela znotraj državnega proračuna kar nekaj sredstev namenjenih za pokrivanje znotraj dograjevanja optične povezave. Mislim, da tudi v Idriji to potrebujemo in si zaslužimo. Seveda pa v bistvu najbolj nekako pereče to, da v bistvu določene stanovanjske objekti znotraj mesta samega še nimajo optične povezave. Če boste vi občinski svetnik, bo? Naša svetniška skupina bo izredno delala na tem, da se to realizira. Športni objekt je modra dvorana, streha pušča, Ja. dvoran ni po podeželju. Kakšni so vaši načrti? Zdaj, mislim, da projekt Dvorana na podeželju, govorimo o dvorani v Godoviču v Ledinah, je nekako že vsaj delno vidi luč realizacije oziroma je na mizi, po domače rečeno. Modra dvorana pa potrebuje temeljito rekonstrukcijo. Mislim, da objekt ustreza samo še minimalnim nekim standardom izvajanja nekih športnih aktivnosti v sami dvorani. Tukaj je potrebno reči nekako bob in tudi pritisniti ponovno na državo, da zagotovi določena sredstva. Vsi vemo, da pač občinski proračuni, tudi glede na trenutne povprečnine, so zelo tesni. Težko bomo v bistvu nekako celo shajali skozi naslednje leto, tako da za take projekte mora država pristopiti nasproti občinam in vsaj delno ponuditi financiranje. Pa tudi, kot sem ponovno rekel, tukaj pridejo upoštevati tudi evropska sredstva. Črni Vrh naj bi dobil nov gasilski dom. Ja, na zadnji seji občinskega sveta smo nekako tudi to začrtali znotraj prostorskega načrta. Veliko projektov ste omenili, sredstev pa ne. Torej, kje dobiti denar? Ja, to je bil vedno najbolj pereča stvar. Mislim, da znotraj programa Slovenske demokratske stranke, ki se ga lahko gledalci pogledajo tudi na našem Facebook profilu, v bistvu temeljujemo tudi to, od kje bi morala sredstva prihajati. Dejstvo je, da občina kot sama ne more po domače rečeno čarati sredstvi, je pa tudi dejstvo ostaja na tem, da pač vemo vsi, od kje na proračun občinam prihaja, in znotraj tega je potrebno iskati rezerve oziroma apelirati na določene odločevalce. V mandatu, ki se izteka v teh dneh, imate še vedno 4 občinske svetnike. Kakšna so vaša pričakovanja? Slovenska demokratska stranka je imela že tudi 6 svetnikov. Bom rekel, mi bomo močno delali na tem, da to ponovimo v naslednjem mandatu. Bomo pa z vsakim v bistvu povečanjem števila občinskih svetnikov zelo zadovoljni in delali še tako bolj kot v preteklem mandatu. Andrej Poglajen, hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala lepa za ta zanimiv, optimističen pogovor in dober rezultat na volitvah vam želim. Hvala vam, vse gledalce pa pozivam, da na volitvah obkrožite Slovensko demokratsko stranko oziroma svetniško skupino SDS. Hvala lepa. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa za pozornost in srečno.